Sem Blaž Kavčič, slovenski teniški igralec. Sem Blaž Kavčič, slovenski teniški igralec. Ja, kolumna bo predvsem malo v zakulisju tega svetovnega tenisa, kaj se kaj v garderobah dogaja, mogoče kaj na sestankih, na ATP-jih recimo, kdo je kaj favorit na kakšnem turnirju, kakšni novi perspektivni igralci, ki prihajajo, take zanimive stvari, ki se mi zdi, da bi jih ljudje lahko, da je bilo dobro, da bi ljudje to vedeli. Pa imaš to željo, da to izražiš, pa da pišeš? Ker tudi že s svojo spletni strani si imel blog, ne? Ja, sigurno je prioriteta, da igram tenis, ne, ampak velikokrat tako, kjerkoli se pojavim, mi ljudje sprašujejo o raznih zgodbah, o Rogerju in vidim, da je ljudem to zelo interesantno in prav zato smo se odločili, da bi nekako mogoče malo približali ta svetovni tenis, mogoče take stvari, ki jih drugače novinarji ne vejo oziroma niso direkt tam prisotni, jaz pa sem in mogoče bo zanimiv za gledalce. Kaj je težje, vihteti v para ali po tipkovnici pisati? Ja, sigurno je bila ta prva kolumna zelo zahtevna. Jaz po pravici povedano nisem imel tako rad slovenščine, že v šoli sem bil bolj matematični, pa bolj na fiziko, tako da je bilo kar težko, ampak mislim, da je to en nov izziv in da vsaka kolumna bo boljš napisana in upam, da jo bo treba vsako kolumno manj popravljati. Ja. A si daj mogoče razmišljati o kakšni knjigi ali pa kaj takšnega, da bi bilo? Ja, mislim, da še vse nisem dosegel takih rezultatov, da bi se to zdaj množično bralo, ampak bi bila pa sigurno zanimiva zgodba, no, ker toliko stvari, ki se ti v karieri zgodi, sploh jaz sem imel zelo tako turbulentno kariero, veliko vzponov pa padcev, veliko poškodb, veliko zanimivih stvari se mi je zgodilo, tako da bi bilo sigurno dobro branje, ampak mogoče ne še to malo počaka. Še bolj proti koncu, koliko pa ljudje ali pa novinarji pa javnost tega, kar se zgodi, pa kar ljudje izvejo, koliko je te razlike? Ja, mislim, da kar veliko, no. Sploh tako, recimo, karakteri igralcev, vsakega posebej je v medijskem smislu včasih drugače predstavljen, kakor je. Ker je treba vedeti, da oni so pred kamerami nekaj časa, večino časa so pa off the record, recimo, ne. Tako da jaz sem predvsem tam zraven prisoten in tistega veliko vidim in prav zato mislim, da bo zelo zanimivo. Ja. In kdo bo zmagal Wimbledon? Ja, zdaj kogarkoli drugega kot Rogerja bi rekel, bi bilo presenečenje, tako da za mene je Roger velik favorit. Sigurno pa ne moremo odpisati tudi Nadala, ker vemo, da je res v dobri formi po tej zelo dobri peščeni sezoni in mislim, da je letos naredil zelo dobro potezo, da se je tudi odločil, da se malo spočije pred tem Wimbledonom, ni takoj šel na travnate turnirje naprej, ker smo ga videli v zadnjih letih, da je bil zelo izčrpan na Wimbledonu, tako da več pa v kolumni. Ja. Kolumno lahko berete vsako prvo soboto v mesecu v časopisu Delo in pa delo.si.